Lepo pozdravljeni. Slovenski in hrvaški premijer Janez Janša in Zoran Milanović sta na Mokricah podpisala memorandum o reševanju vprašanja Ljubljanske banke v okviru nasledstva. S tem je odpravljena ovira za ratifikacijo pristopne izjave o Hrvaški kot polnopravni članici Evropske unije. Vesel sem, da je do tega sporazuma prišlo brez mentorjev, kar dokazuje zrelost obeh držav, je dejal Janša. Sporazum oziroma memorandum, ki so ga danes podpisala, rešuje še zadnjo odprto vprašanje oziroma dilemo med obema državama, ki je stala na poti pred dokončno ratifikacijo hrvaške pristopne pogodbe za vstop v Evropsko unijo. Vsem, ki so iskali in našli to kompromisno rešitev, se je javno zahvalil. Rešitev je takšna, da omogoča, da Vlada Republike Slovenije še ta teden pošle zakon o ratifikaciji hrvaške pristopne pogodbe v Državni zbor. Ratifikacija bo opravljena takoj, ko bodo od hrvaške vlade dobili vse listine o ratifikaciji memoranduma, je zatrdil Janša. Ta sporazum je jasen in hrvaška vlada ga bo spoštovala, je dejal Milanović. V tem trenutku bi rekel, da po izkušnjah in zdravorazumsko obstajajo vsa jamstva, da bo to vprašanje rešeno v razumnem roku na obojestransko zadovoljstvo. Če bi se to zgodilo pred 20 leti, ko je spor nastal, bi Ljubljanska banka na Hrvaškem lahko delovala naprej in do danes zaslužila milijarde, je zadevo komentiral Milanović. Bo Slovenija v prihodnje privabila več tujih naložbenikov? Ja, če sodimo po načrtih in napovedih novo ustvarjene agencije Spirit, ki predstavlja podporno okolje tako za razvoj domačega kot tujega gospodarstva pri nas. Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma ali krajše Spirit združuje tri prejšnje. Da bo agencija oziroma postaja agencija po načelu vse na enem mestu oziroma one-stop shop za tuje investitorje v Slovenijo. Pomeni, da tujega investitorja v Slovenijo privabi, spromovira državo kot zanimivo poslovno okolje, ga pripelje v Slovenijo, mu omogoči poiskati primeren prostor, kjer bo poslovalo. Slovenskim podjetjem pa bo pomagala pri vstopu na tuje trge. Organizirana bo v treh sektorjih: sektor za pospeševanje internacionalizacije ter tujih neposrednih investicij. Se tukaj izjemno veliko dogaja v zadnjih 2 mesecih, vrstijo se obiski številnih potencialnih investitorjev v različne sektorje. Veliko vlogo naj bi odigrala na področju turizma. Tretji pa je sektor za pospeševanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja. Jaz trdim, da smer, ki smo jo zastavili, prinaša več učinkov. Na zadnjih delegacijah, ki smo jih upravili v sklopu recimo tudi obiska predsednika republike na Japonskem, predsednika vlade v Azerbajdžanu, smo poudarili ta brand I Feel Slovenija. In ta znamka je ključna ne samo na področju turizma, ampak v vseh sferah, so si enotni sogovorniki. Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač je v Brežicah in Krškem podpisal pogodbi o sovlaganju energetskih sanacij javnih stavb, za kar so na voljo evropska sredstva. Iz lanskega razpisa je odobrenih 109 projektov, na drug razpis, ki ga še rešujejo, je prispelo 200 prijav. Namen razpisa je prihranek energije v obnovljenih stavbah in pomoč malim gradbenim podjetjem, je dejal minister. Po obeh razpisih bo dodeljenih 110 milijonov evrov sredstev z sredstvi, ki bodo pridodale občine in ostali, je tukaj potencialno nekje okrog 160 do 170 milijonov evrov. V Brežicah bo ministrstvo sofinanciralo nov sistem ogrevanja ter fasado v zdravstvenem in prosvetnem domu. Obnova takih 2 stavb v znesku 1 200 000 evrov bi bila za nas zagotovo prevelik finančni zalogaj, ki ga brez sofinanciranja v takšnem deležu ne bi zmogli sami. Za obnovo bo občina prispevala 180 000 evrov lastnih sredstev, zdravstveni dom pa 105 000. Upajo, da bo na drugem razpisu odobren še denar za sanacijo šole Velika Dolina. V Krškem so podpisali pogodbo o sofinanciranju več objektov. To so osnovna šola Jurij Dalmatin, potem osnovna šola v Brestanici in pa osnovna šola v Leskovcu v delu telovadnice. Skupaj gre za investicijo v vrednosti približno 3,5 milijona evrov, od tega 2,3 milijona nepovratnih sredstev strani Evrope. Glede na to, da gre v glavnem za osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove, da bo skozi ta 2 razpisa
celostno, ne samo energetsko, če lahko rečem, prenovljena več kot tretjina te vrste fonda v Republiki Sloveniji. Prihranki pri ogrevanju teh stavb bodo veliki. Samo v Krški občini letno vsaj 70 tisoč evrov, kažejo izračuni. Pristojni minister bi moral tudi z novomeškim županom podpisati pogodbo za energetsko sanacijo zdravstvenega doma ter osnovnih šol Grm in Bršljin. A so podpis v zadnjem trenutku odpovedali. Novomeški zdravstveni dom bodo letos dokončno energetsko obnovili. Deloma so ga namreč že zamenjavo oken. Zdaj pa so na vrsti fasada, lastna kotlovnica in ureditev prezračevanja. Projekti vredne 1,3 milijona evrov. Del denarja za energetsko sanacijo bodo v zdravstvenem domu dobili iz evropske blagajne, saj so bili uspešni na razpisu, približno 700 tisočakov pa bodo dodali še sami. In s to energetsko sanacijo, ki je vredna cirka 1 300 000 evrov, želimo narediti prav te 3 zadnje segmente, kot sem rekla, s tem, da smo približno toliko sredstev pa že dali v zamenjavo steklenih površin. Že so obnovili postaje v manjših krajih in deloma zdravstveni dom, tako da jim ostaja le še dokončna energetska sanacija osrednje stavbe v Novem mestu. Z njo bodo zmanjšali stroške ogrevanja, izboljšali prostore ter tako pridobili energetsko izkaznico za energetsko učinkovitost stavbo. Poleg tega pa nameravamo oziroma načrtujemo nabaviti tudi nov digitalni rentgenski aparat za slikanje pljuč in prsnega koša ter prenosni ultrazvok za urgentno službo. Sicer pa bodo v zdravstvenem domu letos obogatili tudi program. Kot eden od 4 zdravstvenih domov v Sloveniji bodo namreč pilotno izvajali projekt Skupnostna psihiatrična oskrba, o čemer smo že poročali. Ob 20-letnici dvostranskih odnosov med Japonsko in Slovenijo sta japonski veleposlanik njegova ekscelenca Yomori in nekdanji direktor Japonske agencije za jedrsko varnost Hirose obiskala jedrsko elektrarno Krško. Slednji je v kulturnem domu javnosti predstavil izkušnje ob jedrski nesreči v Fukušimi in izrazil navdušenje nad varnostnimi ukrepi v Krškem. Zgodila se je pred 2 letoma kot posledica cunamija, ki je sledil potresu. Japonska za primer jedrske nesreče sočasno z 2 naravnima ni imela vnaprej pripravljenih načrtov reševanja. Lekcija iz te nesreče je, da mora načrt ukrepanja v jedrskem objektu predvideti vse možne scenarije tveganja in posledic, je dejal Hirose. Presenetilo ga je, da so imeli v Krškem načrt o ukrepanju že pred nesrečo v Fukušimi, po njej pa so jih še okrepili. Bil sem navdušen nad naborom ukrepov za povečanje varnosti. Jedrska elektrarna Krško je z zavidljivimi rezultati prestala stresne teste in je zelo varna elektrarna. Tak je moj občutek. Japonska ima 50 jedrskih elektrarn, vendar od nesreče naprej delujeta le 2. Vzpostavili so namreč nove varnostne standarde, ki jih mora imeti vsak delujoč reaktor. Ko bodo opravile preizkus po novem standardu, bodo šle spet v obratovanje. Samo ne vemo, kdaj to bo. Jedrska varnost je namreč draga. V Krškem so za njeno nadgradnjo namenili prek 30 milijonov evrov in je med najbolj varnimi med okrog 400 delujočimi jedrskimi elektrarnami. Predsednik nadzornega sveta Gen Energije Martin Bratanič je potrdil, da odstavitev direktorja Gen Energije Martina Novšaka ni bila na dnevnem redu izredne seje nadzornega sveta. Dr. Igor Šalamun, ki je bil imenovan za vršilca dolžnosti, pa je že prevzel posle. Novšak Šalamunu kot strokovnjaku zaupa in namerava z njim sodelovati, je povedal po svoji razrešitvi. Primopredaja poteka korektno, moram reči, da zelo korektno, z dr. Igorjem Šalamunom, ki je bil naš predsednik nadzornega sveta v nastajanju te skupine, smo vedno zelo dobro sodelovali, tudi kot državni sekretar. Razrešitev je prišla kot posledica, ne kot vzrok, je novinarjem pojasnjeval Bratanič. Novšaku očita, da strokovne javnosti ni obvestil o mnenju francoskega inštituta, češ da lokacija ob jedrski elektrarni v Krškem ni primerna za gradnjo drugega bloka. Tu je bila kaplja čez rob, da je bilo zlorabljeno oziroma nesorazmerno dejanje z zaupanjem med poslovodstvom in nadzornim svetom. Obstajajo še mnogi drugi razlogi, ki so bili že obravnavani. Brataničevo izjavo je zanikal direktor uprave za jedrsko varnost Andrej Stritar, saj ga je Novšak o tem obvestil. No, jaz sem prav gotovo tisti, ki se zavzema za visoke standarde jedrske varnosti v Sloveniji. Deloval sem vrsto organizacij,
tudi sam imam licenco za vodenje reaktorja in seveda sem prvi tisti, ki se zavzema za to in se vedno zavzemal in seveda v tem ne vidim razlogov. Tudi drugi razlogi glede poslovanja so povezani z naložbami v jedrski objekt, je dejal Novšak. In preko tega seveda smo zagotavljali visoko stopnjo varnosti, ki se pa je izkazala tudi preko teh stresnih testov in tudi v osnovi za podaljšanje obratovalne dobe. Šalamuna je za vršilca dolžnosti v Gen energiji predlagal Bratanič. Šalamun ima zelo jasne naloge in sicer, da vzpostavi pogoje za nov razpis in da takoj prouči vsa ravnanja, ki so bila z tega področja in da ustrezno ukrepa tako, kot mora. Novšak ostaja v podjetju, saj ga je Šalamun povabil k sodelovanju. Jaz sem tudi to z veseljem sprejel, ker poznam družbo, poznam razmere in mu bom zelo pomagal pri tem. Tako da medva smo že pravzaprav naredila osnovno primopredajo danes, tako da nisem več direktor Gena. Seveda pa bomo naslednjih dneh šla v detajle našega poslovanja in vprašanja, ki seveda so vedno na tapeti. V 7 dneh naj bi bil objavljen razpis za novega direktorja. Novšak pa se glede prijave še ni odločil. V Brežicah se pripravljajo na skorajšnji začetek gradnje novega vrtca Mavrica, ki jih bo skupaj s pripravo dokumentacije in opreme stalo 5,6 milijona evrov. Gre za največjo investicijo v zadnjih nekaj letih. Za občinski proračun bi bil to prevelik zalogaj, zato so se lani poleti prijavili na javni poziv Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje. Potrditev so dobili šele te dni. Odobrenih imamo 2 milijona 200 za sofinanciranje vrtca Mavrica. To pomeni seveda sedaj, da so vsi pogoji izpolnjeni, da bomo šli v ponovni razpis in da bo se v letošnjem letu še začela izgradnja. Tu moram poudariti, da bo tudi seveda res izjemno zahteven projekt, tako finančen kot tudi logističen. Ker gre za nadomestno gradnjo, bo potrebno sedanji objekt porušiti in razseliti otroke v nadomestne prostore po Brežicah. Priprave že potekajo, kmalu pa bo izbran tudi izvajalec. No, jaz moram reči, da mi smo šli ponovni razpis, zaradi tega, ker se je vse skupaj zavleklo. Razpis bo približno 14 dni, ker ni treba več 42 dni, kot je bilo prvenstveno. Če bojo hitro izbrani ponudniki, če ne bo kakšnih zapletov, se bo lahko začelo v roku 2 mesecev. Vrtec, za katerega so načrt izbrali na natečaju Zbornice za arhitekturo že pred 3 leti, bo dokončan v letu 2014. Državni zbor je minuli teden potrdil novelo obrtnega zakona, ki ukinja obvezno članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. V Črnomaljski območni zbornici, ki združuje 444 obrtnikov iz semiške in črnomaljske občine, se sicer s tem ne strinjajo. So pa prepričani, da to ne bo ogrozilo njihovega poslovanja. Je pa na to odločitev državnega zbora Državni svet sprejel veto, kar pomeni, da bo lahko ta sprememba padla v vodo. Kot je dejal predsednik območne zbornice Stanislav Malerič, večjega upada članstva ne pričakujejo. Zdaj, glede na to, da smo mi kot obrtna zbornica Črnomelj že po izplenu članarin že kar vrsto let v samem vrhu slovenskem, zmeraj med 3 do 5 zbornicami z najboljšim plačevanjem. Na lanskoletnem referendumu pa je 51% njihovih članov glasovalo za ohranitev obveznega članstva v zbornici. Smo bili med temi 16 zbornicami območnimi v slovenskem nivoju, ki so ta referendum dobile. Žal je bilo pa to premalo. Zato so se že lotili dodatnih varčevalnih ukrepov. Od 1. aprila bo tako na zbornici zaposlena le sekretarka, poslovanje pa bodo sproti prilagajali finančnim zmožnostim. V obstoj zbornice so prepričani tudi obrtniki in podjetniki. Ponuditi bo morala drugačne vsebine, ki bodo zanimive za obrtnike in mislim, da ne bo težav z obstojem obrtne zbornice. Mogoče se bo dalo kaj zarihtati, da bo mogoče malo cenejše za nekatere, če nimajo, drugače pa je kar dobro, da ostane. Jaz sem se odločila še skozi, da bomo naprej ostali, zvesti člani. Jaz bom ostal prostovoljni član, sigurno, ker sem že 40 let. Da zbornico potrebujejo, so menili vsi obrtniki in podjetniki, s katerimi smo se pogovarjali na njihovem letnem zboru. 45 članov pa je v njihovih vrstah prostovoljno že sedaj. Na pobudo poslanke Tamare Vonta je Posavje obiskal veleposlanik Republike Francije. Nad regijo in njenim znamenitostmi je navdušen, je dejal ob
postanko na gradu Reichenburg. Predtem se je oglasil v jedrski elektrarni in brežiški gimnaziji, kjer so mu dijaki pripravili kulturni program v francoščini. Pohvalil je predano učenje tega jezika, kar je priložnost za sodelovanje med državama in to je treba nadgraditi. Imamo strategijo za sodelovanje med našima državama, ki temelji na kulturi, ekonomiji, visokem šolstvu, raziskavah in seveda v jezikih. Krški župan Miran Stanko je spomnil na zgodovinski vpliv Francije na to območje v času ilirskih provinc. Predvsem povezuje s Francijo naše kraje rudarstvo in pa trapisti, ki so pravzaprav po svojem rodu ali pa z ustanovitvijo tega reda izhajajo iz Francije. Oni so kupili tale grad 1881. leta, ga preuredili v samostan in glede na to, da so k nam prišli iz Francije, so seveda seboj prinesli veliko novosti, sploh v gospodarskem življenju. Pomen trapistov za razvoj regije bo prikazala velika razstava, ki jo bodo odprli 19. aprila in bo postavljena kot stalna zbirka. Razvojna najprodornejša občina leta 2013 je Postojna, prejemnica nagrade Zlati kamen, ki so jo letos drugič zapored podelili na Brdu pri Kranju. Namen projekta Zlati kamen, katerega medijski partner je tudi televizija Vaš kanal, je spodbujati razvoj dobrega upravljanja na ravni lokalne samouprave, ki vodi k boljšemu življenju. Občina Postojna je nagrado na slovesni podelitvi prejela iz 3 razlogov. Ima preprosto in jasno razvojno vizijo, pri razvoju se opirajo na lastne vire, prav tako so imeli dovolj poguma in širine, da so znali te vire utrditi z zglednim javno-zasebnim partnerstvom. To je nagrada ne meni kot županu, ampak predvsem mojim sodelavcem in pa seveda članicam in članom občinskega sveta. Poleg tega mi smo imeli in imamo še zmeraj seveda srečo tudi tega javno-zasebnega partnerstva s Postojnsko jamo. V projekt so zajete vse slovenske občine, torej 211. Med 6 finalistov se letos ni uvrstila nobena od dolenjskih, posavskih ali belokranjskih občin, sta bili pa Brežice in Krško med 12 nominiranimi. Mi smo zadovoljni, mi zato se tudi v Zlati kamen odzivamo, prihajamo s svojimi projekti, vemo, da delamo veliko, da se v prostoru veliko dela, s tem pa, ko smo tudi prepoznavni in prihajamo med 12 najuspešnejših, pomeni, da delamo prav. Gre za strokovni izbor. Strokovna komisija, ki je sestavlja 3 slovenske fakultete oziroma vse 3 slovenske univerze, dejansko naredi svoj izbor in v bistvu presodi občino tako po kvantitativnih, kot tudi po kvalitativnih kazalnikih. Na Brdu so se sicer hkrati odvili tudi 7 dnevi občin ter 3. konferenca Zlati kamen, ki jo je pospremila predstavitev dobrih praks. Vnovič je bil med 3 izbranimi Šentrupert, lani so se predstavili z lesenim vrtcem, letos deželo kozolcev. Na okrogli mizi pa so tokrat razpravljali o pametni občini. Doba nafte, ki je usodno povezana z načinom kmetovanja, se končuje. Še za največ 30 let jo imamo. Njena cena bo rasla, kar pa se bo odrazilo tudi na ceni hrane, meni priznani raziskovalec Anton Komat, ki je na predavanju v Metliki osvetlil zdravstvena tveganja industrijske hrane. Industrializacija in profitni motiv sta nas pripeljala do te polomije. Podatki o strupih v hrani so šokantni, pravi Komat. Svet se hitro bliža fatalni globalni prehranski krizi ali pa sesutju prehranskega sistema. Isto, kot je bilo analogno, kot je bilo s finančnim sistemom, nekati hrana se je preveč komodificirala, postala je samo še tržno blago, zato ni več pomembna kvaliteta, ampak samo še cena in količina. Žrtev pa je človek oziroma njegovo zdravje. Če danes ugotavljamo, da je 80–90% vseh degenerativnih obolenj posledica industrijske hrane, med ta obolenja pa spadajo rak, diabetes, kardiovaskularna obolenja in ostala degenerativna obolenja, ki so danes glavni povzročitelj smrtnosti pri ljudeh. Potem si moramo priznati, da imamo težavo, dodaja. Najprej moramo priznati, da problem imamo. Ko bomo priznali, da ga imamo, ne gledati stran in živeti v nekih lažnih iluzijah, torej priznati, da je problem, potem ga bomo lahko začeli reševati. In to na lokalni, ne globalni ravni. Rešitev je lokalna samooskrba, meni Komat, prepričan, da smo se preveč oddaljili od zemlje.
Ljudje so z zanimanjem prisluhnili predavanju, ki ga je v okviru programa Vzpodbujanje prehranske samooskrbe pripravil Črnomaljski Zik. Tudi vsa druga predavanja iz tega programa so bila dobro obiskana, kar kaže na veliko zanimanje ljudi. Moram reči, da se ne lani, niti letos nismo rabili posebej truditi za udeležbo, ki je bila nadpovprečna, tako da interes zagotovo je zelo velik. Še posebej pa je ljudi zanimal biodinamičen način kmetovanja, dodaja Frankovičeva. Strokovna komisija za pripravo strategije na področju mladih v mestni občini Novo mesto vabi vse mlade, da se dejavno vključijo v postopek priprave dokumenta. Komisija bo namreč pripravila dolgoročno strategijo za mlade med 15 in 29 letom starosti, poglobljeno analizo seveda njihovega položaja. Strategija bo vključevala proučitev ključnih področij mladinskih politik ter cilje, ukrepe in priporočila za izboljšanje položaja mladih na lokalni ravni. Strategija bo obsegala področja, kot so zaposlovanje mladih, kultura, mladinsko delo, zdravje, stanovanjska problematika in podobno. Se pravi, gre se za neko široko polje, na katerem pač naj bi mladina delovala. Da bi dobili kar najbolj pomembne in natančne podatke o položaju mladih v lokalnem okolju, je komisija pripravila anketni vprašalnik za posameznike. Tako bodo sodelovali po srednjih šolah, ker bodo dobili spletni vprašalnik, ker ga bodo izpolnjevali tudi po vsem teh socialnih medmrežjih, v glavnem. Trudili smo, da bomo čim večjo količino mladih zaujeli v ta vprašalnik, da bomo dobili njihova stališča. Mladi v novomeški občini imajo sicer dovolj možnosti za udejstvovanje na različnih področjih, ki pa niso urejena. Šibka točka je bila v bistvu prav neka skupen nastop, skupni cilji v bistvu vseh organizacij mladinskih. Dogajalo se, da so pač različne organizacije šle vsaka v svoji smeri. S tem dokumentom bo to rešeno. Namen te strategije je torej, da se resnično določi tista področja, ki so prioritetna in ki bodo prioritetna. Torej tam, kjer se bo izkazal za največji manko. Torej tudi pravilno usmeritev teh finančnih sredstev in podpora tistim programom, ki so dejansko potrebni okolje. V novomeški občini je sicer približno 6700 mladih med 15 in 29 letom, ki jih nagovarjajo z vprašalnikom. Več tisoč učencev slovenskih osnovnih šol, pa tudi srednjih šol, se je v minulih mesecih nadaljavo pomerilo v hitrem računanju. 72 najboljših pa se je udeležilo finalnega državnega tekmovanja, ki so ga že 7. leto zapored pripravili v osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju. Spletna aplikacija, ki jo učenci uporabljajo pri računanju, je nastala v Estoniji, Slovenija pa se je njeni uporabi pridružila pred 10 leti. Sprva je tekmovalo le nekaj šol in učencev, v zadnjih letih pa se jih za hitro računanje odloča vedno več. Letos smo imeli v prvem krogu že 5600 tekmovalcev, tako da smo zelo množično zastopani. Tekmujejo pa poleg osnovnošolcev tudi srednji šolci in odrasli in moram priznati, da je ogromno staršev med njimi, ne samo učiteljev, ampak tudi starši naših tekmovalcev. Med prvimi v Sloveniji se je pridružila tekmovanju Črnomaljska osnovna šola Mirana Jarca. Ja, v začetku je bil naš moto predvsem to, da učenci na nek način koristno preživljajo čas na internetu, se pravi, da so za računalnikom, potem pa tudi nekaj dobrega naredijo. S tem je povezana logika, s tem je povezano sklepanje, torej to so miselne najvišje kategorije v človekovem mišljenju, torej je to neka najboljša stvar, ki je lahko v učenju. Učenci tekmujejo sami s seboj, s časom in sošolci. Pomembni so koncentracija in hitri prsti, pravijo zagreti matematiki, ki tekmujejo v več starostnih skupinah. Na mednarodnem sem dosegla 10. mesto med 4 državami, prva pa sem bila iz Slovenije. Letos bodo najboljši zastopali slovenske barve na mednarodnem tekmovanju v Ukrajini. 28 delegatov iz 41 osnovnih šol iz 20 občin je na 23. otroškem parlamentu v Novem mestu razpravljalo o odraščanju in vsem, kar je z njim povezano.
Mladi parlamentarci so svojimi stališči zastopali 13.800 osnovnošolcev iz regije. V razpravi in delu v skupinah so med drugim izpostavili vlogo staršev pri odraščanju, pomen samostojnosti in omejitev ter vpliv vrstnikov, učiteljev, zdravnikov in družabnih omrežij. Odraščanje, ki je nekakšna povezava med starši, ki nam otrokom pomagajo pri odraščanju, na to vplivajo tudi učitelji, vsi delavci, ki nam pomagajo. Odraščanje je zahteven proces, menijo mladi. Na nas vplivajo vrstniki, včasih tudi znane osebe, osebe, ki jih vidimo v revijah, deloma tudi starši in mogoče tudi učitelji ter delavci na šolah. Mi bi radi že nekaj kar sami naredili, kar sami bi hteli, ampak ne moremo vse. Moramo še starše poslušati. Z rojstvom Slovenije se je začel tudi otroški parlamentarizem. Šolarji vselej razpravljajo o aktualnih temah. Otroci tako rekoč bolj sami odraščajo in danes pa je, in pa tudi ta tema ni več toliko tuja, saj jih tem pomaga internet. Manj mogoče je vloga staršev, kajti se jim otroci ne dajo. Delegati so tokrat izvolili 7 predstavnikov, ki jih bodo 8. aprila zastopali v Nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. Z velikim veseljem bi Nacionalni otroški parlament zamenjal z uradnim. Pa tudi protestniki bi na ta način uresničili svoje zahteve po celotni menjavi aktualne politike. Morda pa bi bili nad njihovim delom veliko bolj navdušeni kot nad sedanjo parlamentarno mešanico. Do naslednjič, ostanite zdravi.